Lokalne volitve 2018. Dober dan, želim Vanja Trkman, vas bom popeljala skozi zadnje predvolilno soočanje tokratnih lokalnih volitev na valovih Radia Robin. To nedeljo bodo ponovno morali na volišča tudi v novogoriški občini, kjer sta se v županski tekmi v drugi krog prebila Matej Arčon in Klemen Miklavič. Dober dan obema. Dober dan. Živijo. No, začeli bomo danes nekoliko z bolj osebnimi vprašanji, da ne začnemo kar takoj z volilnim programom. Matej Arčon, 46 let štejete, pred 20 leti ste že prvič sedli v mestni svet in se od takrat aktivno ukvarjate s politiko. V prvem krogu ste prejeli 37% vseh glasov. Govorite veliko o povezovanju tudi v mestnem svetu, kjer delujete brez koalicije in opozicije. Sedaj pa vprašanje, katere 3 lastnosti pri ljudeh najbolj cenite in ali imate kakšno vodilo v življenju? Izvolite. Ja, hvala, lepo pozdravljeni, tako vi kot kolega Klemen in seveda vse vaše poslušalke in poslušalci. Jaz se veselim današnjega soočenja, moram reči, da sem zelo optimistično razpoložen in ko mi čakam, da bom lahko povedal poslušalkam in poslušalcem vse, kaj sem naredil v 8 letih in tudi kaj nameravam narediti v naslednjih 4 letih. Seveda jaz na ljudi gledam z optimizmom. Najbolj so mi všeč ljudje, ko dejansko vidim v njih strast v tem, kar počnejo. In na življenje nasploh in tudi na ljudi in tudi na razvoj občine gledam z optimizmom, gledam z pozitivne plati, zavedam se, da naša skupna prihodnost je samo v povezovanju, v sodelovanju, v razumevanju in seveda sodelovanje temelji na zaupanju. Zaupam v ljudi, ki svoje delo opravljajo dobro in ki opravljajo, kot rečeno, strastjo in verjamejo v tisto, kar počnejo. Hvala lepa. Klemen Miklavič, stari ste 43 let, vas je neslo v akademsko sfero. Če tako rečemo, imate doktorat z področja izobraževanja in šolskih sistemov, delate kot svetovalec na področju visokega šolstva, tudi v tujini. Pred 4 leti ste vstopili v lokalno politiko kot mestni svetnik, v prvem krogu ste prejeli 25% glasov. Sedaj pa enako vprašanje tudi vam. Katere 3 lastnosti najbolj cenite pri ljudeh? Kakšno je vaše vodilo v življenju? Izvolite. Najraje imam osebni stik z ljudmi in pri tem osebnem stiku najraje začutim zaupanje, iskrenost in srčnost. To so 3 lastnosti, ki držijo našo skupnost skupaj in omogočajo nam življenje in skupno delo. Brez tega skupnostnega veziva bi se nam slabo pisalo. Se pravi, večje ko je zaupanje, večje možnosti, da kot skupnost napredujemo, uspevamo, dosegamo neko blaginjo in ohranjamo mir. Kar zadeva mojo kariero, ste prej omenili, ja, bil sem v akademskih krogih, ampak zadnjih vsaj 5-6 let delam predvsem v praksi. In tu sem tudi srečal veliko ljudi različnih narodnosti, z različnih držav in moram reči, delo z ljudmi me navdihuje. Pisarna, odrinjenost od ljudi bi me ne stimulirala, oziroma ne osrečevala. Hvala lepa. No, oba sta Novogoričana. Kateri so vajini 3 najljubši kotički, kraji po občini? Izvolite, gospod Arčon. Ja, v prostem času seveda sem najraje doma. Najraje sem doma z družino, s svojimi otroci. Največkrat se zatečem v Panovc, kot rečemo včasih tudi večkrat rečemo Pljuča, Nove Gorice. Rad grem na sprehod na kapelo in rad sem z družino, katero imam neizmerno rad. Dobro, to so 3 kotički. Izvolite, gospod Miklavič, podobno vprašanje. Veliko sem bil po svetu. Tudi živel sem po celo leto, 2 leti v kakšnem kraju. In ne bi se vrnil v Novo Gorico, če ne bi imel ene posebne ljubezni do teh krajev. Ampak ne samo ožje okolice, širše okolice. Ko gre za ožjo okolico, rad grem s kolesom ali pa peš, recimo na Sabotin. Sabotin me res navdihuje. Ta pogled je praktično to, o čemer govorim. Kar se vidi z Sabotina je ta krasota naših krajev. Drugač, ne vem, se zapeljem tudi čez mejo pod Sabotinom na Števerjan in se vrnem s kolesom. Ampak recimo celo poletje, kadar sem lahko in sem bil v Novi Gorici, sem se tudi zapeljal do morja, ker tam rad plavam. Plavanje me namreč pomirja, navdihuje, veliko razmišljam med plavanjem. Skratka, recimo Devin, Nabrežina, ta slovensko govoreči del Tržaške obale. Skratka,
od Trnovske... Nekoliko dlje od občine. Tako, Ampak ne, hočem reči, naša občina je umeščena v taki geografski legi, ki ima dostop tako do gor kot do morja in to je tisto, kar nam daje prednost pred ostalimi kraji v Evropi. Od goriških krajev, recimo Trnovsko-Banška planota, je tudi en tak navdihujoč kraj. Zlasti, ko so visoke trave poleti, takrat je nekaj lepega, nekaj najlepšega. Hvala lepa. Še da se vrnemo malce k politiki. Katerega slovenskega politika najbolj cenite in zakaj? Gospod Arčon? Ne bi bil, ko sem spal. Hvala lepa. Najbolj cenim in najbolj spoštujem in navdih mi daja naš bivši predsednik vlade, bivši predsednik Republike Slovenije, žal že pokojni dr. Janez Drnovšek, z njegovo umirjeno, premišljeno politiko in vse poteze, ki jih je izvajal ali potegnil, je naredil s tehnim premislekom in s tehnimi argumenti. Hvala lepa, gospod Miklavič, nekoliko krajše. Slovenska politika v tem času me ni toliko navdihnila, da bi prav imel kakšno osebo. Strinjam se z kakovostmi Janeza Drnovška. Cenite, katerega politika cenite, je bilo vprašanje. Recimo, da bom se tukaj postavil v štric z sokandidatom. Janez Drnovšek je odigral izjemno pomembno vlogo v zgodovini naše samostojne Slovenije. Hvala lepa. Toliko uvodno vprašanje, začnemo pa po glasbi z vsebinskimi temami v centru mesta. Ostanite blizu. Pred nami je še drugi krog županskih volitev. 26.300 in še nekaj volilnih upravičencev bosta skušala to nedeljo prepričati, naj ima zaupajo svoj glas kandidata za župana mestne občine Nova Gorica, Matej Arčon in Klemen Miklavič, ki jo danes soočamo v živo na Radio Robin. V centru mesta nasproti bazena je občina v tem mandatu kupila stavbo nekdani Kemometal, kjer naj bi zaživele vsebine prvotno mišljene v remizi. Vozlišče kreativnih praks je bil takrat začasni naslov. Sprašujem vas, županski kandidat Klemen Miklavič, kaj bo sedaj s to stavbo in samim projektom, potem ko ste na mestnem svetu denar na predlog župana za vzpostavitev teh vsebin namenili obnovi vile Rafut. Izvolite. Vsebina, ki jo vidimo v stavbi Kemometala, je v resnici vsebina, ki je ena tistih, ki je nastajala skozi mandat v sodelovanju z večjimi svetniškimi skupinami, oziroma smo na to vsebino gledali enotno, oziroma videli vsi, da jo potrebujemo. To je tisto, kar smo najprej predvideli za remizo. In ko je remiza ni bila izglasovana, smo videli tisto vsebino v Kemometalu. To je ena vsebina, ki je zlasti namenjena inovacijam in ustvarjanju. Predvsem mlajših otrok, pa tudi umetnikov, znanstvenikov in inovatorjev. Strinjamo se, da je bil to projekt inovativen, ampak kaj sedaj s tem objektom? To mora iti naprej, jasno, to mora iti naprej. Z enega projekta smo že dobili sredstva za to in to se mora nadaljevati. Veste, tisti projekti, ki so dobri in na dolgi rok prispevajo k razvoju mesta, tiste projekte se bom striktno držal. In to je eden tistih, ki obeta. Tle smo lahko najboljši, tle smo lahko zgled marsikomu po Evropi. To so najbolj napredne zadeve, ki se dogajajo v najbolj naprednih evropskih mestih in hočemo, da Nova Gorica postane med najbolj naprednimi evropskimi mesti. Vendar ste denar namenili za vilo Rafut, ki verjetno ni tako razvojen projekt, kot je denimo bilo to vozlišče kreativnih praks. To pa ne drži. Vila Rafut je zelo razvojen projekt, ker je to objekt, prvič pomembna kulturna dediščina in drugič lociran na coni, kjer predvidevamo nov cikel urbanega razvoja. To je to področje, vključno z Vila Rafut, oziroma Leščakova vila, vključno z parkom, mora postati javni prostor, ki je med dvema centroma, med dvema goricama. In to nedvomno bo ostal projekt, ki se mora peljati naprej. Denarja za vsebine je v Evropski uniji veliko in del ga je že stanciranega za ta projekt v Kemometalu. Spravi, oboje mora iti naprej. Hvala lepa. Vila Rafut je gotovo dragocena dediščina, je razvojno usmeren projekt. Smo slišali, kaj bo obnova prinesla občanom in predvsem kdaj? Gospod Arčon. Najprej moram povedati to, da smo veliko truda, veliko energije vložili, da smo prišli do končnega cilja. Res, pot ni bila enostavna. To je bila moja predvolilna obljuba že leta 2014. Pot je dejansko bila dolgotrajna tudi zaradi negotovosti samega ministrstva, kaj bi sploh s to vilo. Po drugi strani smo se soočali s težavami, kje dobiti denar. Jaz sem takrat, ko je mestni svet odločil, da bo
se zgodi prenos iz države na občino, večkrat povedal, da je včasih bolj pomembna pot do cilja kot cilj. Našli smo pravo pot, našli smo financiranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, imamo na voljo 2,5 milijona evrov, je v fazi zaključka podpisa pogodbe prenosa vile stavbne pravice. Vmes seveda se je zgodil še Arso, kjer ni dovolil brezplačnega prenosa, vendar smo se potrudili, najdli rešitev in vila bo v kratkem v naši lasti. Pripravlja se dokumentacija, idej za to vilo je veliko. Jaz bom končno odločitev seveda prepustil stroki in tudi politiki, da najdemo konsens. Če rečemo osebno, mi je najbližje dokumentarni center Aleksandrink, blizu mi je tudi enogastronomija orientalske in avstro-ogrske kuhnje. Blizu mi je tudi morda center za raziskovanje migracij. Torej, idej je res veliko. Ljudje čutijo, da ta vila pomembna tudi arhitekturno in ne nazadnje je tudi pomemben ta botanični vrt. In vila bo res združevala, povezovala in jaz sem resnično srečen, zadovoljen in se že veselim otvoritve in se že veselim obnove. Obnovo pa ne pričakovati pred letom 2021, zato ker so postopki dolgotrajni, kar se tiče samih prijav, pregled dokumentacij, priprava gradbene dokumentacije, razpis in izvedba. Dobro, kaj pa prazni objekt v mestu? Kemometal kupljen je, sedaj bo tam kaj? Vas moram popraviti, objekt še ni kupljen, ker Mercator okleva, kar se tiče trgovine, drugi prostori na prodaj, zaključujemo s pogovori, vsebine tam bodo kreativne industrije in tu se moram pohvaliti. En od pomembnih projektov, ki je bil pred kratkim potrjen na nadzornem odboru Slovenija-Italija, je projekt povezovanja podjetništva in umetnosti, kjer so vključeni Univerza v Novi Gorici, Primorski tehnološki park in podjetniki. Naloga občine je, da te vsebine, da da prostor za te vsebine. In seveda doda vsebine tudi povezane z dejavnostjo Primorskega tehnološkega parka, kar se tiče coworking, startup in v sodelovanju z medpodjetniškim izobraževalnim centrom in v sodelovanju s podjetniki in gospodarstveniki. Dobro, čisto na hitro, kje bo ta prostor potem? Je še... En del Kemometale je prost, je na razpolago, drugi del smo ponudili Mercatorju najemno pogodbo, o tem se morajo še odločiti, dokler seveda mi ne dobimo sredstva za obnovo tudi drugega dela. Sredstva za obnovo prvega dela lahko zagotovimo iz proračuna, za drugega dela v tem trenutku še ne, iščemo druge vire financiranja. Kar je najpomembnejše je to, da za programe in vsebine smo bili uspešni na razpisu, to je zadnja informacija, ki jo lahko vašim poslušalkam in poslušalcem tudi podam. Dobro, hvala. Gospod Miklavič, izvolite. Zelo me veseli, da je sokandidat spoznal, da so neke stvari nujne v Gorici. Zlasti povezovanje institucij, kot so univerza, tehnološki park, podjetja in šole. To so zadeve, ki segajo preko političnega spektra in ne smejo biti predmet razprav. Veseli me tudi, da je spoznal, kako pomembna kulturna dediščina je Laščakova vila na pristavi. Pred kakim letom in pol ali še več morda smo se mogli boriti za to, da smo jo zaščitili pred prodajo oziroma pred soglasjem, da gre na dražbo. Torej, tukaj smo Goričani poenoteni in to je tudi pomembno zaradi enega drugega projekta, Evropska prestolnica kulture. To je absolutno projekt, ki nas more poenotiti in ki bo lahko Novi Gorici dal drugačno mesto na evropskem zemljevidu. No, vse o tem projektu še potem. Kratka replika, gospod Arčon. Veste, kolega Klemen, ni treba meni razlagati, kaj sem jaz poznal. Jaz sem imel to v programu, ponudil sem svetnicam in svetnikom rešitev, potrdili ste jo, vem in zavedam se, kako pomembno je povezovanje in sodelovanje. Veste, in velika razlika je med napisati, govoriti in narediti. Mi smo to naredili in uspelo nam je. Hvala lepa. V nadaljevanju, katera vprašanja zanimajo prebivalce mestne občine, slišali bomo po glasbi. Matej Arčon ali Klemen Miklavič. V nedeljo bomo dobili odgovor, kdo bo župan mestne občine Nova Gorica. Danes pa jo soočamo v živo v studiu Radia Robin. Ja, če smo eno od vprašanj v prvem krogu prepustili znanju osebnosti iz občine, pa smo tokrat besedo prepustili ljudem v mestni občini. Seveda, kaj jih zanima, katere so pereče težave. 3 naključne prebivalce smo ustavili v Vipavski dolini, Trnovško-Banski planoti in v mestu, pa prisluhnemo kar prvemu vprašanju. Moje vprašanje za bodočega župana, pač katerikoli že bo, je to, da
kdaj se bodo in kako močno se bojo pač potrudili, da bi tale kolesarska pot pravzaprav zaživela od izvira Vipave pa mogoče do izliva v reko Sočo v Italiji. No, vsaj od območja mestne občine Nova Gorica, od podeželja pa do centra mesta, morda ta krog začnete vi, gospod Matej Arčon, kolesarske poti, izvolite. Ja, hvala poslušalcu. Po glasu sem prepoznal, da je to Franc Vodopivec iz Dorenberga. Iz Dorenberga se hecam. Veste, ja, kolesarske poti so pomembne. Mi v tej perspektivi smo se odločali in postavili prioritete. Pri dogovoru za razvoj regij je bila odločitev, ali gremo v kolesarske poti, ali denar porabimo za poslovno cono, ki omogoča nova delovna mesta. Odločili smo se za poslovno cono. Hkrati imamo načrt kolesarskih poti po mestu in po občini. Hkrati se intenzivno pogovarjamo z Ministrstvom za infrastrukturo in hkrati smo dobili delček evropskih sredstev za kolesarsko povezavo ob Vipavi in most čez Vipavo. V naslednjih perspektivah in na naslednjih razpisih Ministrstva za infrastrukturo se bomo s kolesarskimi potmi prijavili na razpise in to bo tudi, ko bomo rešili problematiko poslovne cone, ko bomo rešili stanovanja za mlade družine, stanovanja za starejše občane, bomo tudi kolesarstvo ob reki Vipavi zagotovili, da bo to ena najlepših kolesarskih poti, ki bo imela navezavo na kolesarsko pot Solkan-Plave. Se pravi, prihodni nekako evropski perspektivi. Dobro, gospod Klemen Miklavič, isto vprašanje. Kolesarske poti. Poslušalec je vprašal, kako močno se bomo trudili. Jaz mu odgovarjam zelo močno, ampak ne zato, ker je ta kolesarska steza nekaj posebnega. Zato, ker je ta kolesarska steza del dolgoročne in celovite strategije razvoja turizma v našem koncu. To pomeni, kot je sam omenil, tudi vključitev vseh sosednjih občin, kajti govorimo od izvira Vipave do Soče, ampak prednost seveda mestna občina da tistim delom, ki so v mestni občini. Zdaj, od kje dobiti denar? To so državne kolesarske poti in denar ima namenski institucija oziroma agencija, ki se ukvarja z cestami in potrebno je pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo in s tem in biti seveda močen v Ljubljani, znati trkati na vrata. In to moramo Goričani početi. Početi bolj vztrajno, kot smo doslej. In si izboriti tudi prednost pri takšnih projektih. Naj še en majhen del omenim, te kolesarske poti so pomembne tudi zato, ker zdaj kolesarijo brez kolesarskih poti je to lahko tudi zelo nevarno. Se pravi, tudi iz varnosti moramo poskrbeti, da se kolesarske poti naredijo. Pa tudi pot v šolo v nekaterih krajih, recimo Dorenberg, Prvači na Branik, poteka medkrajevno in tukaj bi lahko s kolesarjenjem spodbudili otroke, da lahko grejo v šolo. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, sicer ne bomo prišli skozi. Prosim. Za mlade, da se dobi služba, delovna mesta, da ne odhajajo v tujino. Kratko in jedrnato, Matej Arčon, izvolite. Jaz en sklop začenjam vedno z istim kandidatom, boste naslednji. Se lahko jaz prevzamem. Izvolite, super. Službe za mlade, to je zelo resna tema v naši občini. Mladi nam odhajajo, statistika to zelo jasno kaže. O tem smo veliko v tej kampanji govorili in veseli me, da smo veliko o tem govorili. Kajti to je ključno za to, kako bo izgledala Nova Gorica v prihodnosti. In službe je potrebno odpirati, oziroma delovna mesta, predvsem v panogah, ki z visoko dodano vrednostjo, pa tudi v drugih sektorjih. Ampak tam, če bomo tam, kjer je visoka dodana vrednost, visoka tehnologija, pomagali podjetjem, potem bomo sprožili proces, ki bo nagradil vse ostale sektorje. To so konkretni projekti, zemljišča najprej. Se pravi, tukaj je treba pač nadaljevati z zagotavljanjem zemljišč, potem podpora izvozu, povezovanje z šolami in z univerzo raziskovalno, s tehnološkim parkom in potem vzgajanje mladih z nekimi nadstandardi šolskimi, z nekimi ekstrakurikularnimi dejavnostmi za poklice, obrti, stroke in visoko tehnologijo. No, sedaj pa, gospod Arčon, izvolite, kaj bi vi naredili, da bi bilo več služb za mlade? Svoj prvi mandat nastopil v največji gospodarski krizi. Vendar smo ves čas verjeli in pomagali gospodarstvu s komunalnim prispevkom, z neposrednimi subvencijami, s krediti. Želeli smo pa nekaj več. Nismo imeli zemljišča, ni bilo primerne cene,
našli smo zemljišče, uspelo nam je 2 milijona evrov za 50 tisoč kvadratnih metrov površin, še več. Dobili smo evropska sredstva, poslovna cona Kromberk bo dobila možnost izgradnje 50 tisoč kvadratnih metrov bruto površin, kar bo omogočilo 900 novih delovnih mest. Večkrat sem poudaril in še enkrat poudarjam, da bo ključna vstopnica v poslovno cono Kromberk za podjetja, za obrtnike, za gospodarstvenike, tisti, ki bo ponudil višje plače našim občankam in občanov. To bo ključno merilo pri izboru na razpisu. Imamo podporo gospodarske zbornice, imamo podporo obrtne zbornice, veliko je interesa gospodarstvenikov in podjetnikov in jaz se že veselim te nove pridobitve, nove poslovne priložnosti za razvoj gospodarstva v Novi Gorici. Hvala lepa. Še eno vprašanje nam je ostalo, a po glasbenem premoru. Radio Robin poslušate, kjer danes soočamo kandidata za župana mestne občine Nova Gorica, Mateja Arčona in Klemna Mikleviča, ki sta se prebila v drugi krog. Začeli smo že z odgovori na konkretno vprašanje prebivalcev mestne občine. Še eno nam je ostalo, pa kar prisluhnimo. Kje bom parkiral, ko bom pripeljal otroka v zimski bazen? Dobro, sedaj začnete vi, gospod Matej Arčon, prosim. Ja, hvala za vprašanje. Prometna politika mesta je zelo pomembna. Moram najprej povedati, kaj smo naredili v preteklosti. Sprejeli smo celostno prometno strategijo, soglasno v mestnem svetu, pripravili smo prometni načrt in v zaključni fazi je priprava prometne politike. To bo en prvih dokumentov, ki bo v začetku prihodnega leta tudi sprejet na mestnem svetu. To bo urejal politiko mesta, coninge in hkrati bo dal našim občankam in občanom in vsem tistim, ki živijo v mestu, posebne dovolilnice, da bo lahko pred svojimi stanovanjskimi bloki brezplačno parkirali. In hkrati je pred nami tudi nova investicija, to je izgradnja garažne hiše v sklopu 3. faze zdravstvenega doma. Tam bomo dobili 250 parkirnih mest. Sredstva imamo rezervirana, arhitekturni natečaj je narejen, prihodnje leto gre v razpis. To bo ena prvih javnih garažnih hiš v javni lasti po 20-30 letih. Skrbimo za trajnostno mobilnost. Mi smo bili pred 3 leti občina med najbolj prodornimi občinami na področju trajnostne mobilnosti in hkrati si želimo še več. Želimo si tudi uvesti pametno kartico, kjer bodo ljudje uporabljali kartico tako za parkiranje, kot za knjižnico, kot tudi za izposojo koles. Ta razpis smo izpeljali skupaj z občino Kranj, skupaj z občino Novo mesto in pametna kartica bo tudi dodana vrednost pri urejanju parkiranja v mestu. Skratka, lahko rečem, da v prihodnjih letih bomo naredili na področju parkiranja red. Dobro, hvala. Klemen Miklevič, kako boste vi ugriznili v to kislo jabolko zagotovo? Ja, domnevam, da je poslušalec, ki je to vprašanje postavil iz podeželja. Tako je. Problemi parkiranja se delijo lahko na dve plati. Eno je problem tistih, ki stanujejo v Novi Gorici, drugi problem je pa za tiste, ki prihajajo v Novo Gorico delati dnevno, ja, in otroke peljati. In ta stiska, ki jo je že predvidel občan oziroma poslušalec, ki je dal to vprašanje, bo huda. Zakaj? Ker zdaj imamo težave na tej isti ulici pri osnovni šoli Milojke Štrukelj in telovadnici, kjer se ne po krivdi tega župana, po krivdi prejšnjih županov ni naredilo parkirnih mest. Zdaj bo tukaj še dodaten športni objekt, kjer bo vadili otroci in bo to še dodaten problem. Skratka, podeželje ni bilo na radarju v teh letih in potrebno je poskrbeti za to, da bo podeželje tudi po tej plati upoštevano. Umik avtomobilov iz jedra mesta pomeni tudi poskrbeti za to, da bodo tisti, ki prihajajo v mesto, imeli kje parkirati. In ta rešitev z zdravstvenim domom je le ena od rešitev. Zdaj v tem trenutku nisem videl projektov, ki so povezani z bazenom, tako da ne morem dati konkretnega odgovora v zvezi z parkirišči pri bazenu. Vem pa, da je to velik problem. Poskušali bomo reševati zadeve na drugi strani stadiona, se pravi proti zahodu. Tam so širše ulice in tam je možno še kaj spremeniti v korist parkiranju. Dobro, res vas prosim, zelo na kratko. Povezovalna cesta, krožišče pri Kolandi, ki bi povezala, se pravi, z obrtno cono Meblo in zahodna obvoznica, zelo na kratko. Imate v načrtu, če ja, kdaj? Izvolite, gospod Arčon.
Ja, res na kratko. Ko smo naredili prometno študijo mesta, smo ugotovili, da so ceste pravilno dimenzionirane, da so sicer zamaški tako zjutraj kot tudi popoldne, da zahodna obvoznica glede na število prometa v tem trenutku ni prioriteta v naslednjih 4 letih. Dolgoročno seveda je prioriteta, umeščena je v prostorski načrt. Ena od ključnih in glavnih prioritet na področju cestne infrastrukture pa je povezovanje med Kulandijo in Komunale do tega trenutka. Moram povedati, pa je tle ključno to, da tudi Direkcija Republike Slovenije za ceste postavi med prioritete vzpostavitev krožišč. In ključno krožišče je vzpostavitev krožišča pri Hrastu. Hvala. In to je državna investicija. Ob obisku ministrice Alenke Bratušek mi je zagotovo obljubila, da po krožišču na Ajšovici bo to ena prvih investicij, ki bo dejansko izvedena. Ko bo to izvedeno, bomo mi cesto povezali med Kulandijo in Komunalo, tako da bo pretok avtomobilov še boljši in še lepši. Dobro, tudi vi, gospod Klemen Miklavič. Zelo na kratko. Treba bo veliko trkati, še enkrat povem, po vratih na ministrstvih v Ljubljani. Če ne bomo tam prisotni, bomo zapostavljeni. Nekaj let smo bili zdaj zapostavljeni, predolgo smo bili zapostavljeni, sam bom veliko v Ljubljani in veliko preždel, dokler ne bomo dobili tistega, kar nam pripada. Je v interesu, se pravi, ta oba projekta, obvoznica in krožišče? Seveda, promet se veča in to so velike ceste, ki se mašijo. In če bomo promet še umikali iz centra in to imamo v planu, potem bo tle še večji problem. Torej, to so urgentni ukrepi, ki jih moramo zagotoviti, oziroma jih mora država zagotoviti nam. Še zadnji del soočenja je pred nami. Po glasbi bomo županska kandidata vprašali tudi, kdaj bo v Novi Gorici kinodvorana. Ostanite blizu. Še zadnji del današnjega soočenja kandidatov za župana mestne občine Nova Gorica je pred nami. Matej Arčon in Klemen Miklavič se potegujeta za to mesto in tokrat še nekoliko v področje družabnega življenja in kulture seveda. Bo mestna občina Nova Gorica dobila kinodvorano? Izvolite. Mislim, da ste zdaj na vrsti, gospod Miklavič. Hvala. Bom se potrudil, da bo. Kajti, zakaj? Sprehajal sem se in pogovarjal z dijaki, tudi tistimi, ki nimajo še volilne pravice, in zanimivo, enotni so si bili, da želijo kino. Kino je bil nekaj časa v zatonu, zdaj pa zgleda, da spet pridobil. Pogovarjal sem se tudi z županom občine Tolmin, tam so prenovili kino in zanimivo, imajo zelo dober obisk. Naši dijaki, nekateri, tisti, ki imajo možnost prevoza, se vozijo v Ljubljano ali v Tolmin gledati kino. Jaz mislim, da za to, da poživimo življenje v mestu, potrebujemo ta kino. Dobro, hvala lepa. Na hitro, gospod Arčon, še vi? Ja, jaz se zavedam potrebe mladih in tudi tistih, ki ljubijo film. Art film v Novi Gorici že imamo. Tega sponzorira oziroma financira mestna občina Nova Gorica. Je zelo dobro obiskan. Imamo letni kino Silvana Furlana, ki je ena, bom rekel, osrednjih točk dogajanja v mestu v poletju. Komercialni kino ni pa v pristojnosti občine. Nobene ne. Imam pa en zelo, zelo zanimiv izziv, za katerega se trudim že kar nekaj let. Zdelo se bo marsikomu smešno ali pa čudno. Ne glede na to, večkrat govorimo o 2 Goricah, eno mesto, o povezovanju 2 mest. V sosednji Gorici imajo 3 kinodvorane. Problem je v distributerju. Zelo radi imajo željo, da bi eno kinodvorano namenili slovenskemu filmu oziroma filmu s slovenskimi podnapisi. Tudi sami, tudi goriški župan vlaga trud in da bi kino v Novi Gorici, v sosednji Gorici z slovenskimi podnapisi bi bil velik napredek pri povezovanju obeh mest. Še naprej se bomo trudili, ukolikor pa se bo našel privatni investitor, ki bo omogočil komercialni kino v Novi Gorici, bomo z veseljem podprli. Dobro, hvala lepa. Še moje zadnje vprašanje. Poznata se že veliko časa, oba sta bila nekoč vpeta v klub goriških študentov. Kampanja, pravijo, je minila brez velikih trenj, nismo vas videli se cukati, tako rekoč. Upam, da ne bo torej pretežko to vprašanje. Najprej vi, gospod Klemen Miklavič, nekaj pozitivnega o vašem protikandidatu. Zelo zabaven in prijeten človek v zasebnem življenju. Moram reči, da ker sva se dobivala vseh teh letih, pa prej, ki je bil še podžupan in tako, in sva popila kavo, sem se zmeri počutil v redu v njegovi družbi.
Prej ste povedali, pred 25 leti mi je celo on nalepil vzdevek, ki se me še vedno drži. Skratka, moram reči, da je njegova družba zelo prijetna. Mi je pa to, kar ste rekli, zelo pomembno. Spravi, kampanja ne sme volilna potekati z nizkimi udarci, kajti to odganja ljudi. Odganja ljudi in upam, da smo z to kampanjo predstavili korektno naše programe in da smo s tem tudi prepričali volivce, tiste, ki so že obupali nad politiko, nad demokracijo, da je vredno participirati in upam, da bodo tudi v nedeljo to pokazali s tem, da bodo prišli na volišča in izbrali tistega, ki jih je najbolj prepričal. Hvala lepa. Še vi, gospod Arčon, nekaj pozitivnega v vašem protikandidatu. Naj začnem tam, kjer je Klemen končal. Res je, poznava se že 20 let, imava odlično komunikacijo, čeprav v mestnem svetu sva bila kdaj na različnih bregovih, ne glede na to, ga zelo spoštujem, ga zelo cenim, je zelo razgledan, ve dejansko zelo dobro področje, katerega pokriva visoko šolstvo, se zelo dobro poglobi in rad se z njim pohecam tudi na njegov račun in res volitve niso tekma, volitve so izbira. Jaz kandidiram s svojim programom, kandidiram z uspešno realiziranimi projekti, kandidiram z ljudmi in kandidiram s programom, ki je izvedljiv. In v nedeljo se bodo volivke in volivci odločili in izbrali. In kar bodo izbrali, bomo tako jaz kot Klemen spoštovali. Hvala lepa za te pozitivne tone na zaključku in hvala za obisk in odgovore in hvala tudi vam, spoštovani poslušalci in tokrat tudi gledalci, saj smo soočenje posneli in si ga boste lahko kasneje ogledali tudi na naši spletni strani robin.si in seveda vabljeni k spremljanju nedeljske volilne oddaje na Radio Robin. Bodite prvi, ki boste izvedeli, kdo bo vodil tudi novogoriško občino prihodnja 4 leta. Vanja Trkman sem bila z vami. Prijeten dan v družbi Radia Robin še naprej. Lokalne volitve 2018.